vprašanja? Marko Milenič, Svetna kanala. Pač ta zgodba do včeraj z računskim sodiščem pač se nekako nadaljuje, pa me zanima, če lahko vi ocenite, pač oziroma če lahko date kot minister neko oceno, kakšen je pol res konsolidiran dolg celotne države, če bi vse naredili, kar pač bi morali narediti. Pač vprašanje, zakaj se ne dela bilance stanja pač na koncu, pač zakaj je taka praksa nastala v državi? Torej, bilanca se dela se bilanca različnih blagajen, sedaj se bo ta nekoliko spremenila, tako da na sam bruto dolg lahko vpliva, če bomo šteli bruto dolg celotno zadolžitev soda, ki ima na drugi strani tudi premoženje, se bo bruto dolg povečal, seveda pa tam premoženje, ki se ga potem prodajalo. Tako da to je trenutno zakonsko rešeno. Zdaj pa, če hočete natančen odgovor na to, dokaj natančno vprašanje, bi moral pa pisno to odgovoriti. Že pri sodu se bo to nekaj poznalo, na bruto dolgo, na neto ne. In na deficitu ne. Boštjan? Gospod Križanič, vprašanje, včeraj ste dejali, da ne boste odstopili, pa me zanima, vas kolegi pri tem podpirajo, ministri? Jaz imam občutek, da me kar dosti ljudi podpira, tako od kolegov kot širše. Tudi v vladi? Ja, kolegov in širše, ja. Redo, naprej, Mirko, ti si škod? Ja. Minister, ali drži, da na vladi razmišljate že dlje časa, ne samo zdaj, o spremembi zakona o računskem sodišču, tudi v tem delu, ki nalaga nekako predlog premijeju za razrešitev odgovorne osebe? Ne, novela zakona o računskem sodišču je bila pripravljena v prejšnji vladi in mi smo jo dali v predal. In tam leži. Jure? Ja, gospod Križanič, kako komentirate, da so z vaše PR službe, pa tudi gospod Čebulj na naša vprašanja, ko smo jih spraševali glede vašega obiska v Kitzbühelu, da lahko rečemo, da so se vsaj pri svojem odgovoru, ko so ta obisk zanikali, vsaj sprenevedali, če ne celo lagali? Jaz ne pričakujem, da so ga zanikali. To je bila službena pot, točno se ve, kdaj smo šli, kam smo prišli. Ampak so ga zanikali? Jedli smo na svoje stroške oziroma na moje, tako da... Ja. Kako komentirate torej to, da so ga zanikali? Ne komentiram, da bi ga zanikali. Še mogoče to vprašanje pri teh... Ne vem, zakaj bi ga zanikali. To mi ni jasno. Morda, da kdo ne bi vedel, če bolje zanesljivo vedel, ne mogoče, da bi zanikali. Meni dve novinarski kolegici zatrjujete, da so zanikali, prav tako gospa Štorman z vašega ministrstva poslala odgovor, da pač... Ne, to je bilo vprašanje, ali sem cel vikend smučal v Kitzbühelu. Ne. In odgovor je bil ne, ja, tako. Ja. Drugač pa morate to gospod Vprašanje je bilo, ali ste bili ta vikend ali katerikoli vikend v Kitzbühelu na pogovorih z Goldman Sachs. Ne, v petek sem bil. Ja. Torej, se strinjate, da je bilo vse sprenevedanje pri odgovoru na vprašanje? Ne, v vikendu nisem bil, v petek sem pa bil. Okay. Ja. Zakaj bi se sprenevedal v nekem sestanku? To, da sem se pa sestal z dvema kitajskima bankama, pa ni noben problem. Gospod Čebulj je mimo grede rekel tudi, da že on zelo dolgo časa ni bil v Kitzbühelu. To morate gospoda Čebulja vprašati, ne mene. Jaz ne moram povedati, kaj je gospod Čebulj rekel. Okay. Zakaj se pri večini teh poslov z Goldman Sachs z Goldman Sachsom pojavlja ime gospod Lovše? Prosim? Zakaj se pri večini poslov z Goldman Sachsom pojavlja ime gospod Lovše? To morate tudi gospoda Lovšeta vprašati. Dobro. A se spomnite sestanka lani, ki ste ga vi organizirali z Goldman Sachsom, na katerem je bil gospod Lahovnik, gospod Vlačič in pa tudi trije predstavniki Goldman Sachsa, pa prav tako gospod Lovše? To je bil pa sestanek, ko je bil gospod Debelius v Ljubljani. Takrat je bil gospod Lovše organizator tega obiska kot predsednik Ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji. V tem kontekstu sem jaz gospoda Debeliusa tudi spoznal. To je bilo lansko leto ob tem času.
Gospod minister Katja Šuga, potem bom nadaljevala, kjer je končal kolega. V tem vprašanju, ki smo ga poslali na Ministrstvo za finance z naše redakcije, je pisalo, ali je bil minister Križanič ta vikend ali katerikoli drugi vikend v Kitzbühelu gost tega in tega gospoda, direktorja Goldman Sachsa za Evropo. Odgovor finančnega ministrstva je bil ne, minister je bil v soboto tam, v nedeljo v Dražgošah. Iz vprašanja je bilo jasno razbrati, vsaj mislim, da sprašujemo, ali ste se dobili z direktorjem Goldman Sachsa za Evropo. Če nismo vprašali, ali v petek, ne, to še ne pomeni, da je Ministrstvo za finance lahko zanikalo, da ste se vi kadarkoli s tem gospodom dobili. Zakaj Ministrstvo za finance ni odgovorilo? Minister je bil v soboto tam, v nedeljo tam, v Kitzbühelu pri direktorju Goldman Sachsa za Evropo pa v petek. Ta del informacije se opravičujem, ampak ste prikrili. In sprašujem se, zakaj? Ni govora, da bi karkoli prekrivali. V tej zvezi nimamo nič za prikrivati. Mi navezujemo stike z investitorji, tisti, za katere pričakujemo, da bi bila lahko Slovenija za njih zanimiva, kot mostišče za njihov prodor v Evropsko unijo in s katerimi bi lahko tudi kot partnerji uspešno sodelovali. Se pravi, za kreacijo kvalitetnih delovnih mest so njihove investicije v slovensko gospodarstvo, v novem primeru pa seveda v finančni sistem izredno zanimive. V tem kontekstu ni kaj za prikrivati. Sestanek z gospodom Nebelcem je bil dlje časa načrtovan in midva sva ga nekako uspela realizirati 7. popoldan. Vprašanje, kot ga je gospa Štormanova razumela in kot bi vi morali pač se z njo o tem pogovarjati, ne z mano, ampak kot sem jaz razumel gospod Štormanovo, ali sem jaz smučal čez vikend v Kitzbühelu. Odgovor je bil, nisem smučal v Kitzbühelu. V redu, pojmo. Sem se pa sestal z Debelcem in to v petek, ne med vikendom. V redu, izvoli. Lijana Buršič, Radio Slovenija. Kako potekajo pogajanja z belgijsko KBC glede dokapitalizacije Nove Ljubljanske banke? Če ste sprejeli že kakšen konkreten dogovor, predvsem glede višine pa načina dokapitalizacije? Torej, odločitev nadzornega sveta je dokončna. Dokapitalizacija se odvija v višini 250 milijonov evrov, po ceni mislim, da 116 evrov za delnico. Najprej v prvi etapi bomo imeli lastniki možnost vstopiti v to dokapitalizacijo, predtem bo seveda izdelan prospekt in v ta drugi etapi bo odprto za vse. Mi smo seveda zainteresirani, da KBC s ustreznim deležem vstopi, pogajanja vodi pa Agencija za upravljanje kapitalskih deležev države, nas pa seveda seznanja in mi pripravljamo ustrezna sredstva v proračunu. To dokapitalizacijo bomo tudi nominirali pri Evropski komisiji. Še zadnje vprašanje, Petra. Je pa še nekaj zanimivo, ker to je zanimivo vprašanje. Sedaj je izrazito pozitivno naravnan odnos Evropske komisije do dokapitalizacije države v finančnih institucijah in bo to samo letos bo to veljalo. Petra Soldat, Finance, prej se nisem predstavila, se upravičujem. Dve vprašanje imam. Ena je, v pogovorih s finančniki so zelo skeptični glede vstopa v Goldman Sachsa v Slovenijo, ker ta investicijska banka v tem delu Evrope nima še nobene investicije in izražajo nek dvom, da so lahko zadaj še kakšni drugi posli. Lahko prosim javnosti razložite, kje je interes konkretno Goldman Sachsa, da bi v ta del Evrope stopal prek Slovenije in če je zadaj vezan še kak drug posel. Drugo pa, kar me zanima, je pa, rekli ste, da se s KBC-em pogovarja Agencija za kapitalske naložbe. Zakaj se potem z Goldman Sachsom pogovarjate vi, ne pa Agencija? Torej, ko bo interes dovolj velik, če bo dovolj velik, takrat bo seveda Agencija stopila v ta razmerja, ne več finančni minister. Trenutno jaz pač navezujem ustrezne stike. Tako kot rečeno, ne zgolj Goldman Sachsom, tudi z drugimi inštitucijami, ki hoče nastopati bodisi kot svetovalci ali posredniki pri iskanju ustreznih investitorjev, bodisi kot neposredno investitorji. In tu se sestavim pač s ljudmi iz različnih delov tega sveta. Zdaj, kakšni bi bili njihovi interesi? Seveda možen interes zaradi poznavanja razmer na Zahodnem Balkanu in na Balkanu sploh je velik in obenem je tudi pravna varnost, ustrezen človeški kapital in ustrezni infrastrukturni pogoji. Tako da bi rekel, da interes bi lahko bil, ni pa nujno, da bo. To ni dokončano. Zdaj, Goldman Sachs je tudi v tej skupini
v sindikatu bank, ki izdajo obveznice, vendar se o tem z Debeliusom niso pogovarjali. V redu, glede na to, da je minister že včeraj imel tiskovno konferenco, mislim, da je za danes minister dovolj. Vi ste že eno tudi? Dobro, pa dajmo še eno. Sem vprašal čisto načelno, kaj se vam zdi slabše, vaša razrešitev ali nespoštovanje Računskega sodišča kot institucije? Glejte, mi smo Računsko sodišče maksimalno možno spoštovali. To bomo tudi obrazložili na široko, na kratko smo že in tudi vnaprej bomo spoštovali njegove iniciative in njegova mnenja pri tistih področjih, na katerih pač deluje kot vrhovni revizor. To ni nobenega dvoma. Tudi tam, kjer so deljena mnenja, bomo rekli, ker Računsko sodišče zahteva tako, bomo izvedli tako in to tudi delamo. In zato, ker tako delamo, potem tudi ne vidim razlogov za take nepričakovane ukrepe. Hvala, minister. Vse je popte... Kakšne so provizije v